Brad Cooper je bila nekoč moj vzornik, junakinja, nekdo, ki sem ji resnično občudovala in si želela biti kot ona. Zdaj pa sem razočarana. Priznam, da je srce parajoče. In za tiste, ki ne veste, kdo je Brad Cooper, imela je res odličen YouTube kanal pod okriljem Daily Wire, imenovan Comment Section, kjer je ponujala energičen, mladosten in zabaven pogled na stvari. Ta je bil konzervativen glede vsega, kar se dogaja, od vseh zvezdniških dram in podobno, ampak ona je res razumela bistvo. Zdelo se je, da ima dovolj intelektualne vsebine, da lahko govori o neumnostih vsega, kar doživljamo. Potem pa je imela celo dramo z Daily Wire. Odhodila je, začela je delati svojo lastno oddajo. In potem se je pred kratkim odločila narediti to res slabo, veliko, neumno, idiotsko napako. Izbrala je Candice namesto tistih, ki so razumni, in zaradi tega mi je srce zlomljeno. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Mejraka, vaša gostiteljica. Upiramo se norosti. Zato se naročite na kanal in podprite ta video. Zdaj ste del gibanja. In potem je bila cela drama z Brad Cooper, ko je odšla, in namesto, da bi sprejela isto odločitev in šla na klop junakov, ter bila preprosto nekdo, ki zna razmišljati s svojo glavo, se je odločila, da bo postala najboljša prijateljica s Candace Owens. Tukaj je video z njo. Ne bom prenehala biti prijateljica s Candace Owens, ki mi je postala kot starejša sestra, samo zato, ker to zahteva internet. Ne bom napadala Meta samo zato, ker ne delam več z njim ali ker se je internet odločil, da ga bo že 27 milijontič napadel. Prav tako se ne bom pridružila napadom na značaj Bena Shapira, ker je bil do mene ves čas na Daily Wire samo prijazen in podporen. In to je dejstvo. Tega preprosto ne bom naredila. In če imate s tem težavo, je to v redu, to je vaša pravica. To preprosto pomeni, da imava različne vrednote. In veste kaj? To je svobodna država. To je lepota Amerike. Poglejte, v čem je stvar. To, kar govori, je zelo smiselno, kaj ne? Gledaš to in si misliš, ja, v redu, dobro zate. Ne sovražiš te osebe, ne sovražiš tiste osebe. In res spoštujem nekoga, ki se noče zaplesti v dramo. Ampak se moram vprašati, kaj to pomeni, ko to osebo gledaš kot svojo starejšo sestro, kot svoj vzor, kot nekoga, ki res navdihuje tvoje vrednote. No, ti in jaz točno veva, kaj to pomeni. In Jeremy Boring je o tem dejansko govoril v svoji zadnji epizodi z Alex Clark. Za tiste, ki ne veste, ona vodi to čudovito oddajo. Jeremy Boring je prav tako začel odlično oddajo. Bil je izvršni direktor pri Daily Wire in je odšel, ali pa so ga odstavili. Ni povsem jasno. Ampak ima veliko povedati glede zadeve za Brad Cooper, ker v zadnjem času Brad Cooper prevzema vedno več in več neke vrste, kot da bi... Ne vem niti, kako bi to sploh opredelila. Ta novi Gen Z gibanje, ki je nekako osredotočeno na teorije zarote in ni osnovano na dejstvih. Veš, kaj mislim? Internet je res vzel celotno situacijo z Brad Cooper in jo spremenil v nekakšno filmsko vesolje. Kaj se je tam pravzaprav zgodilo? Brad ni več želela biti pri Daily Wire. In zato je ukrepala, da bi zagotovila, da ne bo več tam. To je. Še ena izmed tistih bolj bolečih, veš, ko hodiš naokoli v škornjih, teptaš stvari, sprejemaš odločitve in lomiš ter lomiš stvari, moraš imeti precej debelo kožo. Edine stvari, ki so me v tem poslu resnično ranile, niso porazi, niso napake. Napake so povsod. Ampak to so trenutki, ko te ljudje razočarajo, ko ti trpiš. In veš, to je bil eden izmed teh trenutkov. Sovražim, kako so se stvari končale z Bradom. Nikoli ne bi uganil, kakšen bo izid. Medtem ko me pri nekom, kot je Candice, izid ni presenetil. Presenetile so me podrobnosti. Nikoli si ne bi predstavljal, da bo Candice zapadla v antisemitizem, ki jo je na koncu odnesel stran od Daily Wire. Tega resnično nisem pričakoval. In nihče si ni mogel predstavljati zla, ki ga je Candice širila v zadnjih 8 mesecih. Mislim, da je to. To presega domišljijo, v kar se je spremenila in stvari, ki jih je izrekla. Ampak to sem vedno vedel. To je res. In bistvo je v tem. Brad se morda igra to igro, kot da je prijatelj z vsemi in je prijazen do vseh ter je hvaležen vsem. Če se odločiš biti prijatelj z zlom, dobesedno s čistim, neokrnjenim zlom, potem si s tem zavzel stališče. To je to. In nisem zato, da bi ljudi izključevali. Iskreno, še vedno gledam Bradine vsebine, ker mislim, da ima veliko vrednosti v svojih argumentih in veliko plati, ki so res odlične. Ampak zdi se mi kar žalostno, da so ljudje izgubili to moralno integriteto, da prijateljstva ne smejo biti pomembnejša od tvojih moralnih vrednot.
Če misliš, da je nekaj narobe, je tvoja pravica in tvoja odgovornost, da vsaj ne podpiraš ljudi, ki delajo narobe. V najboljšem primeru pa jih tudi ustrezno opozoriš. In ne govorim o tem v medijih. Ne govorim o tem, da bi šla s tem v javnost. Govorim o tem, da jim samo daš vedeti, da je nekaj narobe. In potem iti v javnost in jih podpirati se mi zdi nekoliko čudno. Zdaj se pogosto sprašujem, kaj bi naredila, če bi bila v položaju, kjer bi bila prijateljica z nekom, ki bi na spletu počel nekaj res neprimernega. Bi zaradi tega ogrozila svoje prijateljstvo? In upam. Upam, da imam dovolj integritete, da bi rekla ja. Da bi. Tudi če mi je ta oseba veliko dala v življenju, da lahko rečem, da sem za to hvaležna. Da sem za to res hvaležna. Ampak zdaj je čas, da se umaknem, ker potrebujem ljudi, ki so usklajeni z mojo moralo, ne pa ljudi, ki mislijo enako kot jaz. To je velika razlika. Verjamem, da bi se morali obkrožiti z ljudmi, ki razmišljajo drugače kot vi, ker je to najboljši način, da ostanete bistri, da ohranite kritičen odnos do svojih mnenj in da dejansko lahko razumete, če se glede nečesa motite. Če se obkrožite z ljudmi, ki se samo strinjajo z vami, potem ste v težavah, ker se nikoli dejansko ne izzivate ideološko. Toda ljudje, ki moralno počnejo nekaj, kar je preprosto v nasprotju z vašimi vrednotami, to je nekaj, od česar mislim, da se morajo ljudje umakniti. In odločila se je, da se ne bo umaknila od Candice. In zame je to preprosto neodpustljivo in veliko pove o njeni dejanski integriteti na tem položaju. Candica je bila zahtevna. Ne bi bil presenečen, če bi Candica povzročala težave. Prav tako me ne bi presenetilo, če bi Candica kadarkoli zapustila Daily Wire. Ne bi bil presenečen, če bi se Candica obrnila proti Daily Wire. So pa tudi drugi primeri, kjer sem bil presenečen. In to je eden, Stevenov primer. Ljudje na spletu pravijo, da so jo izrinili zaradi vsega. Od tega, da se je poročila, do tega, da je nosila modro majico. In da ste jo tožili, ker je nosila modro majico. Karkoli že to pomeni. Kaj je vaša plat zgodbe? Nisem nikoli nikogar kaznoval, ker se je poročil. Pravzaprav sem na nek način celo napisal majhen del Brettove poročne slovesnosti in bil tam prisoten. Zanimivo je, da Candice ni bila na Brettovi poroki, kar je smešno, saj mi vedno očita stvari povezane z Brettovo poroko. Prave podrobnosti pa niso nekaj, o čemer bi mi bilo udobno govoriti ali pa bi sploh lahko govoril. Veš, ko greš skozi takšne ločitve s talenti, se dogovorijo določene zaupnosti. In včasih pristaneš na dogovore o zaupnosti in neobrekovanju, ter si želiš, da jih ne bi. Mislim, da se verjetno vsakdo tako počuti, ker si na neki točki želiš povedati svojo plat zgodbe, vendar se strinjaš s temi stvarmi, ker so v teoriji obojestransko koristne. Veš, v takšnih sporih in pogajanjih se dogajajo stvari, ki odkrito povedano se nikogar ne tičejo. Ljudje niso vedno v svoji najboljši luči, ko si v takšnih sporih. In zato mislim, da je v večini primerov verjetno najbolje, da preprosto pustimo. Ljudje želijo izmišljati zgodbe in o tem opravljati na spletu. Razumem to, veš. Zanimivo je, da tukaj sploh ni omenil zgodbe o modri majici, za katero nimam pojma, o čem govori. Ampak ker ne vem, o čem govori, nisem nasedla. Zdaj nimam pojma, ali je Jeremy Boring dober človek, slab človek, kakšna je njegova zgodba. Vem samo, da je zapustil Daily Wire in zdaj začel svojo oddajo. In mislim, da je njegova oddaja dejansko zelo natančna in res dobra. In to vzamem za res. Ampak zanimivo je razmišljati o tem. To je pravzaprav nekaj, o čemer se ni dovolj govorilo, tudi pri vsem tem, kar se je zgodilo s Candice in tisto prelomnico. Obstaja toliko pogodb o nerazkrivanju informacij. Obstaja toliko stvari, zaradi katerih ti ljudje dejansko ne morejo deliti svoje strani zgodbe. In nikoli, res nikoli ne mislim, da je enako, če imaš mlado, novo, talentirano osebo v podjetju in zelo izkušeno direktorico. In mislim, da tukaj mali igra vlogo žrtve, če smo popolnoma iskreni, ampak na koncu dneva se mi zdi, da se vse skupaj vrne na isto točko. Smo javne osebe. Velik del našega življenja je javen. In ko nenadoma rečeš, da nek del ni dostopen vsem, lahko to ljudi razjezi. Ampak na koncu dneva, veš, to so vse dejanska človeška razmerja, dejanska poslovna razmerja. V teh odnosih je vpletenih veliko denarja, kot veš. Na teh oddajah dela veliko ljudi. Preprosto ne moreš vsega tega javno razkriti. Si se iz te situacije kaj naučila o navezanosti občinstva? Tako, to je to. To se je zgodilo z Brettom Cooperjem z njegove perspektive. Ali nam to daje občutek zaključka, ki si ga nekako želiš? Vse je bilo v redu, samo internet je ponorel. Ne,
Bilo je zapleteno, bilo je grdo in mislim, da so te stvari zapletene in grde. In mislim, da smo si dolžni priznati, da moramo znati sprejeti nianse in biti sposobni reči: v redu, ni vse bleščeče in popolno v teh svetovih. Pravzaprav bi celo rekla, da je ravno nasprotno. Ampak celotna stvar z Brettom Cooperjem, ta cela skupina ljudi, ki se prilizuje slabim stvarem v tej skupini ljudi, je zame res, res problematična. In še vedno ne vem, kaj bom s tem naredila. Zanimajo me tudi vaša mnenja. Kaj bi naredili, če bi imeli osebo, ki ste jo resnično videli kot vzornika, pa bi se spremenila, vendar ne na pravi način, ampak nekako vseeno, in bi vedeli, da to ni v redu? Bi bil to razlog, da se ji odpoveste? Sporočite mi v komentarjih in hvala za vašo pozornost glede te zadeve.